Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dragi poslušalci in poslušalke na valovih Radia Sora, se prebujamo to jutro na ponedeljek 17. marca z Vidom Pintaričem, z lahko rečemo enim izmed najbolj popularnih youtuberjev v Sloveniji, videocasterjev in še bi lahko naštevali. Prihaja iz Vaš pri Medvodah, mi pa mu to jutro kličemo. Dobro jutro, Vidživjo. Dobro jutro, dober dan. Takole, najprej se dogovoriva, se bova vikala, tikala. Tikala, definitivno. V hribih se tikamo, tako da, ja. Tako. Pa tudi v hribih ne je lepa navada, da se zjutraj ali kadarkoli ste pa sreča pozdravi, ne? Seveda, obvezno je pozdrav v hribih. Človeka pogledaš lepo v oči, ga pozdraviš, kakšno rečeš in ja, potem greš dalje. Ja. Kako si sicer, si jutranji tip bolj ali večerni, nočni? Jutranji bolj, ponavadi tam ob 7 do 8 vstanem, tako da, če se to tretira, ne nek ekstra zgodni tip, ampak ja, jutranji lahko rečemo, ja. Ja, zjutraj se naj bi hodilo v hribe, vendar ti v hribih kar prespiš še po noči, ne? To zate torej ne velja, da zjutraj že se zgodaj greš, ali kdaj ponavadi greš v hribe? Ja, v bistvu ponavadi, čisto odvisen, koliko je dolg izlet, ampak ponavadi je štart tam od 10 do 12, recimo poletino, ko so dnevi daljši, pozim pa je treba malo prej odriniti. Ampak ja, ob 8, ali koliko je zdaj ura 8? Nekaj takega, ja. Ponavadi šele pakiram ruzak, no, tako da, ja. Si že tako zverziran, da imaš hitro napakirano vse potrebno, kar bi rad imel sabo, oziroma potrebuješ v gorah? Ja, gre manj kar postopek že v glav, tako da že čist podzavestno mečem stvari v bistvu noter ruzak. Ja, nimam necega seznama, da si ga napišem, pa mu pol sledim, ampak ja, po teh letih bi pa bilo že malo čuden, če ne bi vedel kva dati not, pa kva ne. Tako da poveva za vse tiste, ki te ne poznajo, na YouTube kanalu, kjer se torej objavlja video vsebine, tudi sam objavljaš, kako preživljaš v naravi čas, kako spiš pod milim nebom, lahko rečeva, tudi na 2000-akih, pa pod slapom v Avstriji. In to si začel početi pred 5 leti. Čez dober mesec, ne, bo ta obletnica. Ja, tako, si me zdaj spomnila, ja. Sem že čisto pozabil, ja. Se res petka bo, ja. Za prvi vlog si se torej odločil kar na domačega svetega Jakoba, ne? A je k temu pripomogla tudi ta COVID situacija? Ja, jaz mislim, da če COVID-a ne bi bilo, tudi moja YouTube karijera ne bi obstajala, tako da je definitivno COVID zelo pripomogel k temu, tako da ja, sem jaz nekaj pozitivnega odnesel te pandemije, ne. Tako da, ja, takrat sem imel ogromno časa, ko smo imeli te korona počitnice, ne, takrat sem bil še v srednji šoli, 3-letnik, ne, in ja, sem si rekel, jaz sem izjemno rad gledal YouTube že od nekdaj, pa sem si rekel, da bi lahko kaj sam ustvaril, ne, da bom samo konzumiral vsebino, ampak da še kaj probam narediti in ja, je čisto spontano padla odločitev, da posnamem vlog svetega Jakoba, sem izbral zato, ker mi je hrib res pri srcu, na njem sem že velikrat prej bil in ja, je bila odločitev je nastala v enem dnevu, no, da se posname ta prvi vlog, tako da ja, potem pa se je razvilo to, kar se je, čisto spontano, ne. Če bi moral primerjati torej ta prvi vlog in zdaj po 5 letih vloge, kaj vse se je spremenilo od produkcijskega smisla do ekipe, si še vedno bolj ali manj sam ali te še kdo spremlja? Ja, na začetku so bili vlogi res kratki, govorimo od 3 do 7 minutnih videov. V bistvu ta začetni vlogi so v bistvu vsebovali bolj kot ne samo informacije o poti, razglede, čez katere sem potem dal neko glasbeno podlago. Govorilo se je bolj malo, potem sem pa tekom let dobil malo več samozavesti tudi pred kamero in so zato vlogi tudi daljši postali in ja, smo se malo bolj razpričali, no, v njih, po domač povedan. Kako pa si zastaviš vlog? Si napišeš kakšen scenarij ali gre to tako po Prešernu prosto? Scenarija glede tega, kaj govorimo not, kaj se dela not, v bistvu ni.
Edim pač spišem si, ne vem, če moram povedati kakšne, ne vem, znamenitosti o destinaciji, to si na en listek napišem, da ne pozabim, drugače pa vsi ti dialogi, ki vmes nastanejo, so totalno spontani. Ko gledam vloge za nazaj, mi je res noro, zgleda, da bi za določene trenutke spisal scenarij, ker se toliko stvari poklop naenkrat, da res taka nora zgodba na koncu nastane. Tako da to se večkrat vprašam. Ljudje to mislijo, da se mi pripravimo prej na vse te pogovore, ali da je to dejansko spontano. Tako da ni neke priprave glede teksta, no, kaj govorimo. Je ravno ta spontanost tisto, kar pri mladih užge, če damo narekovaje? Ja, definitivno. Pristnost ljudje zelo hitro po moje opazijo in zelo cenijo tak content, no, da ni prisiljen. In jaz mislim, da je bilo katerega človeka res fajn gledati, če se to tudi njemu fajn zdi, a ne če to srcem počne. In mislim, da to ljudje cenijo, definitivno. Vi toliko za začetek, še bova povedali, kako izbiraš destinacije, kako torej izgleda tvoj dan, ko si v gorah in kako je torej prespati res pod milim nebom. Predvajala pa bova to uro po tvojem izboru Avsenike, ne? Jih ima zelo rad pri srcu, so ti. Točno tako, sem rekel, da če smo že na Gorenskem, bi se spodobili, da tudi eno pristno gorensko muziko predvajamo med odmori, a ne? Tako, no in prav fletno se bomo imeli tudi v nadaljevanju, dragi poslušalci. Prav fletno se imamo. Tako, vi ti že začel, samo še nadaljujejo na Avseniki, kaj ne? Radijska klepetalnica na stežaj. Vrtimo se urnih nog, saj leto je naokrog. Veselo zapojmo vsi, naj druščina živi. Kar najbolj želi vsak sam, še mi zaželimo vam. Da v sreči živeli bi vse leto dni. Prav fletno se imamo, pojemo, igramo, srečno začeto je novo leto. Prepodijo više, vse težave križe, skupaj imejmo, fletno se vsi. Ljubezen naj vsak spozna, saj v pesmi gre do srca. Za fantiča to velja in zrelega moža. In kadar vam bo težko, z ljubeznijo se bo šlo. Čez leto nam le tako bo vsem lepo. Prav fletno se imamo, pojemo, igramo, srečno začeto je novo leto. Prepodijo više, vse težave križe, skupaj imejmo, fletno se vsi. Naj leto nasuje rož in zdravja nam zvrhan koš. Naj žena bo ali mož, le v smehu srečen boš. Naj vince sladkost kleti, nikdar se nam ne stoči. Veselje le vse ljudi, naj skup drži. Za zakon si pravijo, da zlata je kletka to. Odpadlo bo vse zlato, le kletka ostala bo. Možem bo takrat lepo, ko sitnih žena ne bo. Če hlače prevzamejo, nam je hudo. Prav fletno se imamo, pojemo, igramo, srečno začeto je novo leto. Prepodijo više, vse težave križe, skupaj imejmo, fletno se vsi. Saj lepa je stvar denar,
pošten je še lepši dan. Bogatstvo ima svoj čar, a polno je prevar. Saj žalosti ne poznaš, če glasbo res rad imaš. Ko v njej boš odkril zaklad, boš res bogat. Možje nas ne ubogajo, le v krčmah ga žingajo. Če mož se okrog poti, na ženi dom sloni. Veselje pokonc drži vsega sveta ljudi. Zvrnimo zato srca, ga vsi do dna. Prav pletno se imamo, pojemo, igramo, srečno začeto je novo leto. Prepodijo piše, vse težave križe, skupaj imejmo, pletno se vsi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Pozitivno in nasmejano se prebujamo to jutro z Vidom Pintaričem iz Vaš pri Medvodah. Govorili smo že o tem, kaj počne, torej da na svojem YouTube kanalu objavlja videe o tem, kakšne podvige ima v planinah, gorah in tudi po tujini. Takole se pa prebujamo tudi z avseniki. Rekel si, da imate z avseniki prav posebno vez, da si jih predvajate tudi na poti do izhodišča. Kaj ne si rekel ravno med pogovorom vmes, ko se je avsenik torej iztekel, da je Domen začel to tradicijo avsenikov in si jih vrtite ter znaš skoraj vse komade na pamet. No, skoraj vse glih ne. Te štiri, ki se predvajajo med pauzo, ja, te znava oba z Domnom že na pamet, ker jih je Domen že tokrat zavrtel v avtu, da ja, sva se jih hočeš nočeš naučila, ne? V bistvu ja, za dobro vzdušje, no, ja, jih rada poslušava, preden se odpravimo v hribe, pa veselo prepevava v avtu, seveda, ne, poleg njih. Prepevate tudi v hribih, ko greste v hrib, torej med potjo, si krajšata pot z glasbo ali s čim drugim? Med potjo, gor ponavad ne, na vrhu si rado zavrtiva, kakšen komad še rajš, pa jaz kaj na svoj ukulele zaigram, a ne, uživo. Med potjo dol pa ja, ko se že vse malo vleče, pa ko je glava utrujena, pa paše tudi kakšno muziko zavrteti. Tako da, bolj kot ne, med potjo dolja poslušava muziko, gor ne. Kot smo že rekli, pred 5 leti si začel svojim vloganjem na Svetega Jakoba, od takrat pa prespal v neurju, v igluju, na več 2000-akih, brez spalne vreče, pod slapom v Avstriji in še bi lahko naštevali, če se sprehodimo čez tvoj YouTube kanal, na katerem od teh podvigov pa si imel največjo preizkušnjo, katerega bi označil za najtežjega ali pa najbolj pomembnega, prelomnega? Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti, zato ker ima vsak izlet svoj čar. Ampak rečemo, da bi mogel izpostaviti recimo najtežjo preizkušnjo, bi bil to po moje izlet z še enemu izmed slovenskih youtuberjev, Andrejem Pavličevičem, ko smo šli prespat do doma pod Storžičem. Čez noč se je deževje prelevilo v rdeči alarm in tega mi pač nismo vedeli, oziroma smo zvedeli po noči in nas je totalno napravili, še preden smo šotorko postavili, veter je bil in smo potem mogli oditi nazaj v dolino zaradi tega. Tako da to je bil v bistvu eden izmed 2 izletov, ko sem se mogel vrniti nazaj zaradi vremena. Tako da je bila kar zanimiva izkušnja. Zelo pomembno je torej znanje, ne? To planinsko znanje. Kako ga pridobivate? Kje ste torej osvojili vse te osnove? Že kot otrok ne, ste veliko zahajali v gore s staršema, ki sta bila tudi člana planinskega društva oziroma sta. Ja, tako je.
če me starši ne bi gonili v hribe, ker sem bil otrok, definitivno ne bi razvil te strasti do njih, čeprav nisem rad hodil v hribe, ker sem bil majhen, sem pač staršem zelo hvaležen, da so me vseeno uspeli zbrcati pa zmotivirati, da smo skupaj osvajali vrhove. Tako da, ko sem pa zaključil, drug letnik srednje šole, sem pa jaz vzljubil hribe in sem začel hoditi v bistvu na lastno pobudo, prej pa se mi ni glih fajn zdel. No, hribi so postali tako domači, da so v bistvu tvoja pisarna. Kako poteka neko tako snemanje vloga, kakšne so priprave, kako sploh izbereš destinacijo, nas popelješ takole čez en tvoj delovni dan? Se pravi, kje ćemo začeti? Ćemo se sam YouTube dotaknili ali vsega? Dajmo se tega dneva, kako recimo izbereš destinacijo? Recimo za vlog, kako se pripravim. Se pravi, ponavadi odpremo Google Earth aplikacijo, pa malo preletimo, recimo, če zbiramo destinacijo v Sloveniji, malo preletimo Slovenijo, si malo krog zavrtimo, tisti 3D zemljevid, in pogledam recimo še na hribi.net za kakšne luštne destinacije, izlete in potem pač nekaj izberemo, ni neke hude priprave glede tega, te moje izbire destinacij za izlete so zelo spontane, tako da nimam nekega hudega načrta, ponavadno. Imam pa zdaj v planu dokončati ta projekt v Sloveniji, pol je zame, bom rekel, Slovenija odkljukana, pa bom ciljil pol še sam bolj ne tujino. In sicer prespati na 10 najvišjih slovenskih vrhovih, na 8 sem že prespal, manjkata mi samo še 2, ki pa sta malo bolj zahtevna in se moraš pač na njiju podati z nekom, ki ima alpinistične izkušnje. To sta visoki rokav pa velika mrtulška ponca. Tako da bom šel na njiju z enim kolegom, ki je alpinist in potem bom prespal se prav na 10 najvišjih vrhovih v Sloveniji, kar bo velika kljukca zame bila. Bil si pa že na Madžarskem, in tudi v Avstriji. Imaš potem te naše okoliške sosednje države za naslednjo destinacijo oziroma cilj? Ja, tako. V bistvu plan bo v naslednjem letu prespati na 12 najvišjih vrhovih 12 različnih držav. Upoštev bojo prišle pretežno od države v Evropi, pa tudi kakšna mogoče izven, ampak za začetek se bom držal kar Evrope. Ne vem, recimo najvišji vrh Hrvaške, Anglije, Bolgarije, Poljske, Slovaške. Govore o vrhovih, ki so dostopni z nekim navadnim planinskim znanjem. Ne bom izvajal nobenih nekih hudih plezalnih vzponov, ker imam preveč rad svoje življenje in se mi je ne najdem glih smisla v tem tveganju. Da ne izzivaš usode in da tudi tvoji oboževalci ne? Imaš namreč kar mlado bazo, lahko rečeva. Tako bi kar pogrešali vloge, če se bi nam kaj zgodile. Domna pa še nisem natreniral do te mere, da bi lahko sam posnel vlog. To bo pa s časoma dobil ta občutek. Na podvige se torej radi odpravljate v družbi, kar je tudi dobro, če imate kakšno tako nevšečnost na poti ali v hribih. Seveda, v hribe se je najbolj odpraviti v družbi. Prvo se pravi z vidika varnosti, če se komu kaj zgodi, drugič pa seveda zaradi družbe. Ker če pač greš v hribe v skupinci, motivacija ponavadi ne pade. Vedno se najde tisti en, ki drži skupinco po koncu. Tako da, definitivno zberem hojo gore v družbi čez samotno hribolazanje. Čeprav sem imel že tudi nemalo takih izletov, ko sem sam šel v preteklosti. Ampak odkar hodim z Domnom, je pač res top njegova družba in nama ni nikoli dolg čas. Tako. O vplivništvu in tudi o tem, kako pogosti so vaši izleti, pa torej po naslednji, kakor je tudi res, nas boš tudi v to uvedel.
vrh krvavca strmega, Janez še prepleza. No, zdaj pa nehal pet, ko bojo vsi nehali poslušati, bom raje vsenikom prepustil besedo. Tako, in najdo ni. Na Gorinskem je lepo, ceste so široke, kamor seže ti oko, zreš gori visoke. Tot ljudje so grčov les, kot je grča Janez, ta bo živ 100 let in čez, kakor je tudi res. Vrh krvavca strmega, Janez še pripleza, saj je zdravje trdnega, kukar iz železa. Nič ni treba mu navis, noge ga držijo, brez cepina interes, kakor je tudi res. Čekaj z nežo delata, Janez rad pomaga, v brk pa vse čas godrna, da je z nule zgada. Neža ta pa kljuka vmes, da je več ne mara, da bo kakšna baba vmes, kakor je tudi res. Tale naš Janez, gotov je danes, kar ga vezujemo, polko kazujemo, plesat naj pride, tomu ne umide, pa naj zavriska vmes, kakor je tudi res. Stara leta mu teko, kot da so še mlada, gleda druge z nižo pa se ima ta rada. Ni ga strah pekla nebes, vida zemlja vase, zame strah in prah teles, kakor je tudi res. Tale naš Janez, gotov je danes, kar ga vezujemo, polko kazujemo, plesat naj pride, tomu ne umide, pa naj zavriska vmes, kakor je tudi res. Plesat naj pride, tomu ne umide, pa naj zavriska vmes, kakor je tudi res. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Z Videm Pinčaričem se torej prebujamo na naših sorjenih frekvencah, dragi poslušalci in poslušalke. Če bi ga označili za neke vrste medvoškega Beara Grylsa, se ne bi zmotili, kaj ne, Vid? Nisi prva, me nekako nač z Bearom Grylsom, ampak lahko povem, da jaz se s preživetjem ne ukvarjam v tolikšni meri kot on. In ja, veliko ljudi misli, da sem jaz nek survival expert, nek strokovnjak za to, ampak ni glih resno. Ljubiteljsko bolj, ne? Kako? Ljubiteljsko bolj. Ja, mislim, na podlagi svojih izkušenj se učim, nisem hodil na nobene kakšne tečaje, izobraževanja za to, tako da, ja, nekaj znam, no, ne pa zdaj vsega. Kje pa potem pridobivate znanje? Eden izmed vlogov, ki ste ga objavili, je prav preživetje na Jelovici, ne? Ja, no, na Jelovcu smo pa šli z Silvatom, ki v bistvu živi tle 1 kilometer stran od vašega radia. In ja, on je pa res ta prav maček za survival, ne? Pa za te zadeve. Ja, Domen ga je čist naključno enkrat najdel na YouTubeu, pa mi je pokazal njegove videe, pa mi je rekel, da je vid, tip zgleda ful zanimiv, da je ga povabiti na izlet, bi nama znal kaj zanimiv ga pokazati, bi lahko kakšno hudo zavetje zgradila, ne, pa se fajn imel, ne, in pol smo ga res na izlet povabila in ja, smo naredili res huge indijanski šotor z naravnih materialov in potem v njem noč preživeli, tako da ja, Silvo je res prava zakladnica znanja glede preživetja. Zasloveli ste torej vid po tem, da se odpravljate v visokogorje, hribe, gore in tam tudi prespite. Povejte, kako je torej prespati pod milim nebom, če greva zdaj na vašo vsebino, lahko rečeva večine vlogov. Ko se torej odpravite na to pot,
kaj vzamete sabo, kako se sploh pripraviti na nekaj takega, kot je spanje pod milim nebom, kar se sliši zelo preprosto, vendar nikaj, ne? Ja, najboljše je, da te pele nekdo, ki je že večkrat prespal pod omenjenim milim nebom, da se izogneš nevšečnostim, kot so to, da pozabiš, da ne vzameš napihljive blazine, pa se rečeš, ja, sej je dosta Armaflex, če na njem spim in se pol celo noč obračaš in potem vse skup nič ne spiš, ali pa to, da ne vzameš dosti tople spalne vreče in te malo presenetijo nizke temperature gor, tako da je ene par takih stvari, ki jih pač je fajn vedeti, preden greš, no. Tako da, mi lahko mogoče napisal en tak seznam Pinterich Essentialsov v prihodnje, da bi se ljudje izognali nevšečnostim ob prvem kampiranju. Ja. Tako in ostalim nevarnostim, ne? Kaj te je, oziroma česa te je bilo najbolj strah, ko si se prvič odločil, da boš prespal zunaj, v spalki, brez kakršnekoli ostale zaščite okrog sebe? Iskreno, na vrhu gor me ni bilo prisotnega nobenega strahu. Edino enkrat, ko sem pa šel prvič v gozd prespat sam, tam me je pa bilo malo strah, ko slišiš, kako vse šelesti okoli tebe. Ko se živali premikajo, pa derejo. Te pa malo stisne pri srcu, no. Ampak, ko si pa, ne vem, ti na 2 jurja v hribih, to je pa milina gor, mislim. Edin, kakšnega kozoroga slišaš, da kakšne kamne sproš po noč, to je pa to. Tako da, v gozdu je pa kar scary biti sam, no. To grem pa vedno raje v družbi. Če je plan v gozdu spat. Da bo nekdo drug morda pojedi na kakšne zveri. Ja, sej 99% se ne bo nič zgodil, ne, ampak veden imaš v glavu, kaj bi se pa lahko zgodil, ne. Pa še kakšna nočna mora pride med tem, ko sanjaš, in enkrat, to se mi je že enkrat zgodilo, da sem se zbudil iz ene res grozne nočne more, sanjal sem, da je neki planal name in da me je pač grabel po nogah, in takrat sem bil sam, in pa še polna luna je bila, in ko sem se zbudil, sem sam videl polno luno, kako vame blešči, in ene pol minute sem rabil, da sem prišel k sebi od teh sanj, tako da, ja. Kaj vas potem žene, da potem še počnete to, kar počnete, torej vlogate? Kakšen je namen vašega vloganja? Se pravi, predstaviti nekako moj življenjski stil širši populaciji, mladino zbrcati, da kaj naredi zase, da niso samo na zaslončkih, ampak da grejo kaj ven v naravo, v naše hribe. In tekom, se pravi, svojih vlogov pa tudi krepim svojo telesno kondicijo in skrbim za svoj zdrav življenjski slog, tako da to mi je res zelo všeč, da sem nekako, tudi če se mi kdaj glih ne da iti snemati vloga, sem pač nekako prisiljen narediti nekaj dobrega pač zase, se polka se spraviš, staneš s kavča pa greš, ti je veden fajn, ampak pač lagal pa bi, če bi rekel, da se mi absolutno vsakič da zdaj iti na izletane. Tako da, to mi gre, to mi je res labes, da gre snemanje vsebin z roko v roki z zdravim življenjskim slogom. Ni pa vseh teh novodobnih poklicih tako, ne rečemo, če si gamer, če igrca igraš, ti si po cele dneve si ti za računalnikom, jaz si ne predstavljam, da bi mogel kaj tacga delati, no, mislim. Toliko časa preživeti v sedečem položaju. Tako, sem zelo vesel, da sem ubral to outdoor pot vlogerstva. Sem pa, kot zanimivost, ko sem bil v osnovni šoli, pa sem želel postati gamer oziroma igričar in služati s tem nekoč, tako da oziroma postati gamerski youtuber, no, tako da rečemo mission failed successfully, na podlagi tistih sanj. Tako, to, kar si nekako zastavil. Kakšne poti pa ti je odprlo vloganje, da nimo o sponzorstvih, o vplivništvu, kako gre to z roko v roki? Spoznal sem ogromno zanimivih ljudi zaradi te moje YouTube poti in s tako mreže, tudi z ogromen brandi, ki so mi cool, s katerimi rad delam in sem se res najdel v tem, tako da upam, da bo v prihodnje šlo sam še navzgor, ne.
je kar težko izbrati te znamke oziroma sponzorstva, s katerimi želite sodelovati. Ne vzamete ravno vsakega, ne? Ja. Zagotovo naredite neko selekcijo. Ja, seveda, sploh v tem času, ko je tega res poplava. Ne vzamem vsake ponudbe, sodelujem sam s tistimi brendi, v katere zaupam, pa ki jih vidim v svojih vsebinah. A ne? Na mail pa dobiš res, na mail pa dobim res ogromno enih ponudb, ki recimo, da nek brand hoče, ne vem, 15 Instagram storjev v zameno za nek paketek njihovih artiklov, a ne, kar mi je malo smešen, glede na to, da jaz se ukvarjam pač z vlogerstvom že 5 let in pač sem iz tega že razvil relativno resen biznis, a ne. In je malo tako, no, ko pa take ponudbe dobiš za res neko smešno število objav, pa da bi ti oni dali sam, ne vem, dali nek šampon za lase ali nekaj tacga. Tako da... Izbiranje je preudarno, torej. Ja, definitivno. Tako. Za konec tega sklopa nam lahko prosimo opiše še tvojo izkušnjo s Highlanderjem, torej s 3-dnevnim pohodom, približno 70-kilometrskim po Julijskih Alpah. Kako je vse skupaj izgledalo? Kako sta se torej z Marcelom Stržinarjem, ki je tudi iz naših poljanskih koncev, odpravila oziroma sploh izvedela za Highlander? In kaj to sploh je za tiste, ki ne vedo? Ja, se pravi, Highlander je v bistvu 3-dnevna pohodniška preizkušnja, na katero se lahko pač vsak prijav. Mislim, da na koncu nas je 200 štartalo vse skupaj. In ja, jaz sem se na to pot podal z Marcelom, ker sem ga v bistvu spoznal en teden pred tem Highlanderjem. On mi v bistvu en video je naredil in ga objavil na svoj TikTok. V bistvu me je izzval, da bi šel na neko dogodivščino z njim, pa sem si jaz ta video pogledal, pa sem videl, da pač dosti cool deluje, pa ja, sem ga povabil na ta izlet in sva se odlično ujela. In ja, sva ga potem skupaj prehodila, ne. Bilo je veliko težje, kot sem pričakoval, zato ker moj ruzak je tehtal na začetku 25 kilogramov, ostali nahrbtniki drugih pohodnikov so imeli tam 15 kg povprečju. Jaz sem pač imel še vse za snemat sabo, tako da sva res absolutno cel dan sva hodila od jutra do večera. In ja, časa za počitek je bilo res malo. Tako da so vedno zadnja prišla v kamp in v bistvu zadnja naslednje jutro odrinila z njega, ker sva toliko časa spala. Tako da ja, je bil pa Highlander veliko bolj naporen, kot sem mislil. 70 kilometrov ni malo za prehoditi, tako da sem definitivno orang podcenjeval celoten podvig na začetku, tako da noge so me bolele pol še kar par dni potem. Ampak ja, smo uspešno prišli do konca. Sem pa tekom Highlandera tudi imel priložnost spoznati Jureta Koširja, s katerim smo se res odlično ujeli. Tako da ja, smeha in zabave definitivno ni manjkalo med potjo. No, še v zaključnem delu bova spregovorila tudi o metodi Wima Hofa, ki jo izvajate, ki je tudi vaša, lahko rečeva, strast poleg pohodništva. Tako da, Vid, se slišiva kmalu, vi, dragi poslušalci in poslušalke, pa le ostanite v naši dobri družbi. Smo znani lovci Štajerci. Zakaj le Štajerci? Ja, kar pomirmo obleži. O, to pa ne drži. Zažvižgamo le 1, 2, 3. To pa res drži. Divjad pred puško prihiti. Lažeš pa za 3. Na lovu sem na štoru spal. Nič čudnega to ni. Je medved mimo prihlačal. Gotov ti vidu ni. Na bližno sem jo smrekov bral. To dobro sanjal si. Medvedu pa patron zagnal. Lažeš pa za 3. Strašanske je imel zobe. Ne vem, če to drži. Že vlekel me je za noge. Z medvedom heca ni. Takrat patron se razleti. To ne verjamem ti. Razžene mrho do kosti. Lažeš pa za 3.
kosmati stric. Ja, to pa res ni vic. Pod njim leži 5 jerebic. Kakšnih je ribic? Ko skočil z veje sem na tla. Skočil, Podrl sem še zajca 2. lažeš, kar se da. Na hrbnik stlačil sem ulov. Do mene boš lagal, In brž ucvoril jo domov. ker tam bi rajšel stol. Vrtel se raženje 3 dni. Ampak brez veri, So si te 3 bile vasi. lažeš pa za 3. Res boljših jagrov ni, kot smo mi znani Štajerci. Če puška zagrmi, pa cilar majna obleži. Res boljših jagrov ni, vedo ljudje z vseh strani. Vsakrat se jim smeji, saj lažejo za 3. Brez boljših jagrov ni, vedo ljudje z vseh strani. Vsakrat se jim smeji, saj lažejo za 3. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Radio Sora je še vedno z vami. Dobro jutro vam želimo, dragi poslušalci in poslušalke. Vid Pintarič je danes v studiu in se prebuja z nami. V zadnjem delu pa bomo poleg tega, da se seveda spomnimo na njegovo dobro telesno pripravljenost in tudi pohodništvo, seveda še tisto strast do metode Wima Hofa nekako razdelali in opisali. Vid, pred 5 leti ste torej začeli z vloganjem. Nekako je sovpadlo to obdobje tudi s tem, da ste se začeli namakati v vašem ljubem jezu v Goričanah, oziroma če greva na sam začetek, ko ste šli z pohoda, ste se na koncu še v Kamniški Bistrici malce ofrišali oziroma ohladili. Opišite nam, kakšni so vaši začetki, samo metodo Wima Hofa in kaj sploh to je za tiste, ki morda še ne poznajo. Se pravi, jaz sem v bistvu s temi ledenimi kopelmi začel že pred tem, ko sem zvedel za to metodo Wima Hofa. Tlele na reki Sori smo se namakali ven izvirček mrzu, ki je prišel, ki teče noter. To je bilo na kopališču Prskalci, če slučajno kdo ve, kje je. Ja, in tam ima voda 12 stopinj, se pravi, pri tem izvirčku čez celo leto in tam smo se kopali polet, pa smo na vsake tok šli malo not, ker se nam je fajn zdel za kakšne pol minutke, malo noge namočati pa tako. In ja, potem pa smo začeli iz dneva v dan višati cajtnot in ja, res smo se dobro počutili, ker smo ven prišli z te mrzle vode. Nismo vedeli sicer zakaj takrat še, ker ja, smo, kot pravim, sem to začel delati, če preden sem zvedel za tega Wima Hofa. Pol mi je pa kolega povedal za tega Wima Hofa, pa sem prebral njegovo knjigo, pa sem pa malo bolj resno to začel izvajati, malo bolj sistematično. Drugač pa ja, omenila si ta podledeni potop pri Kamniški Bistrici, pri izviru, to je bil eden prvih vlogov, v katerem sem izpostavil to kopanje, ledeno kopanje, in takrat sem bil noter, se spomnim, pol minutke sem bil noter in nisem več mogel zdržati. Občutek je bil, kot da bi me nekdo z noži zabadil v noge in ja, mi ni bilo jasen, kako je lahko. En tip je bil tam. Kamniška Bistrica je zelo znana lokacija za izvajanje teh ledenih potopov in je bil takrat, ko sem ta vlog snemal, takrat en tip tam, ki je 10 minut noter bil in jaz nisem mogel reči svojim očem, pač kako, In pač ja, je rekel, da dela po metodi Wima Hofa in da pač vse da doseči, pač postopoma, tako da, ja, takrat sem potem redno začel to izvajati. Koliko stopinj ima ponavadi voda, v kateri izvajate te vodne kopeli ledene? Čisto odvisen, katera reka teče pod goro, na kateri vlog posnamem, ker jaz se pač kopam v teh ledenih rekah, takrat, ko pridem z svojih izletov. Najmanj je imela Sora, ja, najbolj ledena voda, v katerih sem bil, je bila Sora po zim, 2 stopinje je imela. In ja, noč sem bil pa 10 minut, kar je tudi moj najboljši čas. Takrat sem se še štopil, koliko cajta noč zdržim, ampak pa sem pa ugotovil, da to ni glih v redu, ampak da moraš iti po feelingu, tako da zdaj, ko nekako začutiš, da je dost, ko začutiš spravo nek notranji mir, pač greš ven in to je to. Ponavadi caca 3-4 minute not sedim oziroma stojim v vodi.
Ne smemo pa kar pregreti, ne skočiti v tako hladno vodo. Kako torej vi začenjate tudi same te vloge, ko se potopite v ledeno kopel, torej s predihavanjem? Kako ste natrenirali vaše žile, torej, da se ne podhladite v takih situacijah? Ja, se pravi, pred ledenim potopom je priporočljivo izvesti dihalne vaje. Poanta njih je, da svoje telo preplavaš z hormoni, ki ti bodo potem pomagali prestati ta šok, ki ti ga povzroča ledena voda, in zaradi teh hormonov se boš ti v bistvu v vodi tudi počutil odlično. Traja pa to, da do izliva teh hormonov pa pride tam mene pol minutke, minutka, potem, ko si pač notane, ko se mora pač telo aktivirati. Tako da prvih par sekund je pač vedno malo težjih, noto vodi, pa ti pa v bistvu fajn postane. Tako da, ja, na podlagi mojih izkušenj. No. Na vašem YouTube kanalu imate torej celoten video, kjer torej razložite prednosti, slabosti in torej kako se lotiti vsega skupaj. Če pa našim poslušalkam in poslušalcem takole na hitro malce opišeš, kako bi se tega lahko lotili začetniki, komu bi recimo odsvetoval lahko ali pa svetoval? Ja, mislim, ta metoda je načeloma za vse. Paziti moraš pač, če imaš kakšno bolezen srčno-žilnega sistema. Pa se moraš pač posvetovati prej zdravnikom, seveda, ne. Drugače pa ja, začne se vse pri mrzlem tušu, vsi imamo tuš doma, vsi se tuširamo, tako da absolutno nič te ne stane, če si na koncu toplega tuša dodaš še malo mrzle vode in se z njo oprhaš. Tako da, ja, tako začneš, ne vem, prvi teden si rečeš, da boš 15 sekund držal pod ledeno mrzlim tušem, potem naslednji teden pol minute, pol 45 sekund in tako dalje. Moraš iti pa postopoma, no. Zato, ker ja, se mora telo navaditi. Ne smeš, ne vem, ker z prve 5 minut stati spodaj, ne. Ker bi bil to res velik šok za telo, če nimaš ožilja že natreniranega. Kakšne so pa recimo koristi te metode, ki jo izvajate tudi pri recimo podvigih, nočnih podvigih ali pa zimskih podvigih, ko prespite v igluju? Vam to torej koristi in pomaga prespati noč? Ja, definitivno. Odkar sem začel izvajati te ledene kopeli, je sprememba v občutku mraza, na moje telo bolj handla mraz, kot sem ga prej, in tudi ne zbolim, če ne vem, grem po zim v kratki majici v trgovino ali pa kaj tacga, ne. Tako da, ja, se tle je zgolj človekova fiziologija, pač tako smo zgrajeni, žile reagirajo na mraz, ko jih ne treniraš, te pač toliko bolj obvarujejo pred mrazom zaradi spodbuditve cirkulacije in ja, je zelo veliko na tem, no, po mojih izkušnjah. Za konec, Viče, omenila sva že tvojo bazo sledilcev, kaj bi recimo svetoval mladim, ko se torej postavljajo na pot, pa ne bova rekla temu vlogerstva, ampak recimo temu zdravega življenjskega sloga. Kako bi jih ti usmeril in kakšno popotnico bi jim dal? Če poskušate to svojo pot kaj povlogati vmes ali pa kaj posnet, ostanite zveste samosebno, ne igrati nekoga, kar niste. To je moj prvi predlog, ker ljudje zelo hitro opazijo pristnost človeka. Ja, tudi ta vaša pot bo veliko bolj zanimiva, če bojo vaše vsebine pristne, ker boste pač v njih uživali, ne bo neki nasilo, ne. Tako da, ja, če pa se recimo, da ste zaradi mojih videov dobili neko motivacijo za kakšne pohode, hoje v hribe, pa to pa definitivno pojte to delati v družbi, dobite še par prijateljev, ki bi jih to zanimali, in pičite skupaj v hribe, zaradi tega, ker v družbi so hribi enostavno slajši in je izkušnja veliko bolj zabavna, zanimiva, predvsem pa bolj varna. Odlično. Vid, hvala torej za tole popotnico za konec našega skupnega druženja. Mi ti želimo torej še veliko uspešnih in varnih podvigov, pa se veste, dragi poslušalci in poslušalke, kar na vlog oziroma YouTube kanal Vida Pintariča odklikajte, tam boste izvedeli še veliko več. Vid, hvala in čim lepše današnje dopoldne ti želim.
Ja, hvala za povabilo. Je bilo fajn malo poklepetati, tako da zdaj pa pičimo že danes na naslednji izlet. Gre za konec. Na Velebit gremo prespati, na najvišji vrh Velebita. Tako da, ja, treba spakirati ruzak, zdaj hitro domov. Odličen teaser torej za naslednji vlog. Vid, hvala in srečno. Ja, čau, čau. Na Velebitu. Živjo. Hvala.